Bog dej. Sva zakonca Nada. In Matjaž Maležič iz župnije Ljubljana Zadobrova. Ko se ozirava ta minuli čas karantene, ugotavljava, da lahko najine dneve razdeliva v stotinke, ki sva jih namenila različnim stvarem. Pravzaprav 5 sklopov jih lahko razdeliva. Ja, glavnina stotinke seveda namenjenih najinemu odnosu. Potem velik del stotink je namenjen Gospodu, nekaj pa potem še najinim dragim, najinim prijateljem, delu za župnijo in pa seveda nekaj tudi za službo. Gospodu nameniva pravzaprav prve stotinke, že zjutrajnim očenašem prvim v posteli in potem z nadaljevanjem v dnevni sobi, kjer spremljava prenos svete maše iz Rima. Papeževi nagovori in zrenje v Najsvetejšega so nama bili res vsak dan dobra popotnica za vsak novi dan. Potem temu sledi seveda jutranji zajtrk, se malo okrepčava in kratka kavica, potem pa greva po opravkih. Jaz sem hodil vsak drug dan v službo, Nada pa je v glavnem ostajala doma in imela nekaj dela za službo, drugače pa posvetila čas tudi Gospodu. Ja, pravzaprav, ko preden odideva, si nameniva objem, pogled, poljub, seveda. Brez tega ne odhajava od doma, že vsa leta, kar sva skupaj. Ko je Matjaž odšel, sem pravzaprav jaz najprej ponavadi šla na sprehod. Z rožnovenčkom v roki, kjer sem še nadaljevala svojo prošnjo za blagoslov dneva. Tako da mi je bilo to pravzaprav tudi zelo prijetno opravilo v tem času. In sem si ga lahko vzela, ker sem bila doma. Ko sem se vrnila, sem naredila kaj za službo, ker je bilo potrebno, pa tega vseeno ni bilo malo. Pripravila hrano za naju in z veseljem sprejela nazaj Matjaža, ko se je vrnil. Ja, in potem, ko sva se najedla, sva si vzela zopet čas za najin redni postanek ob kavici in ob igri jamba. In v tem času sva potem si povedala, kaj sva v tistem dnevu doživela in kaj bova počela še tisti dan. Kaj imava namen še narediti. Matjaž je pravzaprav imel veliko dela z urejanjem spletne strani za župnijo, pa tudi urejanje fotografij, ki so nastale na najinih sprehodih, daljših in krajših, ki sva jih imela v tem času. Jaz sem pa takrat velikokrat imela v roki knjigo, ker sem si spet lahko vzela čas. Tako da tokrat sem dokončala knjigo z branjem knjige Moč ženinih molitev, ki jo zelo priporočam vam, drage žene. Ja, v tem času sva se tudi veliko več pogovarjala z najinimi dragimi, predvsem starši in otroki ter njihovimi dragimi. In tako vzdrževala tudi te stike čim bolj pogosto. Zahvaljujoč tem sodobnim tehnologijam smo se pogovarjali, celo praznovali rojstne dneve. Srečala sva se tudi preko Zooma, oziroma Skypa. Tudi z zakonskima skupinama, v katerih sodelujeva, smo imeli srečanja in pa tudi smo lahko imeli prenose maš iz naše župnije, pri katerih smo preko tega tudi lahko sodelovali. Je pa bil vsaj začetek tega časa vseeno malo neprijeten. Ja, zato sem jaz poskrbela, kajti ko se je res začela karantena in sva bila tik pred tem še v službi, oziroma Matjaž je še vedno hodil v službo, je bila pri meni velika negotovost. Joj, kaj če kaj narobe, kaj če bo, ne? In sem sterilnost doma spremenila tudi sterilnost najinega odnosa. Pravzaprav sem to sterilnost vnesla tudi med najin odnos. Tako da ni bilo objemov, ni bilo poljubov, ni bilo bližine, tesne bližine, kar na naju ni dobro delovalo. Ja, to nama je res v tem času zelo manjkalo, ker sva tega vajena že odkar pomniva. No, ko so se stvari malo poštimale, pa seveda je tudi ta del najinega odnosa prišel nazaj in so se tudi stvari vse postavile na svoje mesto. Ko sva dala skupaj te najine izpisane sklope najinih odnosov, se nama je sestavil križ. Križ vedno prinaša blagoslov, odrešenje in ljubezen.
in na vrhu tega križa je Bog, potem pa sva midva. Ko sva bila lahko zopet pri maši v domači cerkvi, me je pri branju Božje besede nagovoril Psalm 122. Veselil sem se, ko so mi rekli, v Gospodovo hišo pojdemo veseli. Že stoje naše noge med tvojimi vrati, Jeruzalem. Tja hodijo Gospodovi rodovi, tja hodijo rodovi slavit Gospodovo ime. In v berilu iz razodetja: nato sem videl novo nebo in novo zemljo. In obrisa bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Glej, vse delam na novo. Ja, po tem času bo marsikaj novo, marsikaj drugače, vendar ne bomo naših odnosov gradili na novo, ampak jih bomo nadgrajevali in delili naprej našim zanamcem in med seboj. In, dragi diževci, bodite blagoslovljeni, radi se imejte. In si to tudi povejte in pokažite.